Danes smo vas spet dobro debato. Seveda malo sva razmišljala tudi o tem, ker je jutri praznik zaljubljencev, Valentinovo. Pa moram nekam skočiti. In danes debatiramo o tem, kdo naj naredi prvi korak pri osvajanju. Se pravi, da pove moškemu ali ženski, všeč si mi, rad bi te večkrat videl, rad bi šel s tabo v kino. A morate to storiti moški ali ženske? In tukaj mislim, da imava zelo nasprotne argumente. Mava, definitivno je mava. A najprej slišva tvojega? Jaz pač pravim, da tukaj, kljub temu, da ti trdiš, da gre tudi družba v koraku s časom in da napredujemo, tako se vse strinjam, se moderniziramo, ne? Ampak tukaj nekaj tradicionalnih vrednot pa še vedno zagovarjam in to je to, da mora vseeno moški narediti tisto odločilen prvi korak. Sej ženske malo pokažemo, sej to vedno pokažemo, ampak prvi korak mora biti še vedno moški. Jaz se strinjam, da je tako veljalo morda v prejšnjem tisočletju, v prejšnjem stoletju, takrat, ko si še ti bila ledik pa fraj, ampak da zdaj v teh časih pa mislim, da je boljš, če punca vsaj en tak prvi instinkt da, veš, da vsaj mečkam pomisli. Nakažemo že, ampak korak je pa moški. Ti si v bistvu že v štartu naredila vprašanje tako, da ne more biti kaj drugega, kakor da ti zmagaš. Ja, da bo meni voda na mlin, seveda. No, ampak jaz sem pa smatral to, kdo da prvi impuls. Se pravi, kdo je tisti, ki recimo ta prvi nakaže, da je nekdo drug mu všeč. In jaz mislim, da lepo je, če oba kar naenkrat, ampak če pa ne, pa je tudi zelo lepo za fante, pa ti bom razložil, zakaj, če punce namignejo. Jaz imam par kolegov, pa upam, da ne gledajo, ker če ne bi punce naredile prvega koraka, bi bila edina ženska v njihovem življenju mama. Nič narobe s tem, ampak to pomeni, da z modernizacijo je usahnil tudi moški pogum. Eni rečejo modernizacija, drugi rečejo emancipacija. In ste bolj prestrašeni, to je res, ja. Ampak bova vprašala za mnenje tudi danes. Imava seveda strokovne gostje, komentatorke in prva izmed njiju dveh, Alja Fabjan, psihoterapeutka, že naša gostja v preteklosti, ponovno. Dobrodošli, Živjo, izvolite. Ja, vaše mnenje bo zagotovo tudi veliko iz prakse, primerov iz praks, kar nekaj ste imeli verjetno tudi parov, pa ste se pogovarjali tudi o njihovih začetkih, ampak dajva potem povabi še drugo gostjo, preden damo obema besedo. Ja, Milena Pleško, strokovnjakinja za partnerstva, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobrodošli, Živjo. Zdaj bomo imela iz različnih strani prakse, od vsega začetka pa do takrat, ko gre kaj narobe. Ko jih je res treba nekako spodbuditi. Pa mogoče, Alja, kaj ste vi v preteklosti opazili, tako ko ste recimo svetovali parom ali se z njimi pogovarjali? So bili te začetki kdaj problematične? Je bilo tukaj potem kdaj vprašanje, kdo je bil tisti prvi, ki je dal pobudo? Ja, tudi. Meni se zdi najbolj pomembno, mogoče to ni tako pomembno, kdo naredi prvi korak, pomembno je, da ga naredi nekdo, ker včasih malo čakamo en drugega, pa pol so, mogoče pa tudi jaz njega ne zanimam, pa na drugi strani imamo enako in lahko kakšno tako fajn zgodbo zamudimo, spustimo, niti ne vemo, koliko jih je. Pri 80 letih se spet najdeta. Ja, zakaj mi pa nisi povedal? Takrat, ne. Ja. Je pa vedno več, se mi zdi, mogoče tega, da punce, ženske bolj stopijo v akcijo zdaj, v zadnjem času. Smo bolj pogumne. Ja, da večkrat naredimo prvi korak. Milena, je res tako v praksi, tudi ko se partnerstva začenjajo, oziroma kdo je bolj tisti, ki je aktiven pri iskanju? Aktivni so oboji. Zelo veliko je zdaj to umaknjeno za ekrane in iščejo na različne načine. Jaz zelo spodbujam, da moški delajo prvi korak zaradi tega, ker se potem počutijo kot lovci, kar smo džentelmeni, kar smo primarno bili, in ženski dajo vedeti, da ji je resnično všeč in s tem ona lahko njega potem dvigne na nek piedestal, kjer je on mogoče kot nek, jaz rečem, kralj, in v bistvu nadaljevanju se potem oba dva v teh vlogah boljš počutita, ker on malo njo lovi, ona pa v bistvu mu lahko pa s tisto energijo vrača to. To se jaz zelo strinjam, ampak zdaj moramo pa to razjasniti. Mi moški smo pri branju sporočil slabi, pa slabi zelo nežna beseda. Jaz sem z mojo ženo 13 let. Jaz še zdaj kdaj ne vem, kaj mi ona hoče sporočiti. Ja, tlepo. Na začetku
ko pa človeka ne poznaš, kot je samo dvakrat si ga videl in bi si želel kaj več, pa Se pravi, hočeš reči, tudi ko vam namigujemo, moški tega ne opazite in zato čakate, mislim, kaj da bo storila velikokrat, da ženska. ne, Ampak to je ja. narobe, ne? Ker vi morate prevzeti tisti vodilni korak pri usvajanju, ne? Ker če ne, tako ženske izpademo napadalne ali pa obupane. Ja, no, ampak recimo, lej, v diskoteki ti nekomu pomižikneš, ne? Ja. In če on mečkan nesiguren bo rekel, čakaj, mi je pomižiknila, se je meni sam zdela, jaz sam toliko želim, da bi mi pomižiknila. In pol čaka, da te drugič, ona si pa misli, čakaj, enkrat Se sem mu, samo pa drugič mu pa pomižikala, ne se bom. samo dala znak. To je dovolj in takrat bi moral iti moški malo v akcijo, ne? Jaz pač zagovarjam, da mora moški narediti prvi korak. No, vidim, da tukaj ti bi rad, da bi... Ti imaš v bistvu ta... Ne veš, kaj si ti želiš verjetno, ne? Da bi ženske naredile ta težji del, da bi še to breme vam prevzele, še osvajale vas, še prvi korak naredile, ven vas povabile v kino, pelale večerjo, plačale, vse. Ne, jaz vidim, ti poslušaš Janeza Zmaštka Žana. On je v enem svojem komadu lepo rekel, 2 viskija sem ruknil in zdaj noben me ne more ustaviti. Kaj pa vem. Dajva še gledalcem kakšno besedo, da vidimo, kaj vi pravite. Kako je pri vas ali pa kako je bilo pri vas, kdo je naredil prvi korak in kaj mislite, kdo bi ga moral narediti? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moško mnenje, živijo. No, bi pa rad videl, če veva, kdo sva. Ne vem. Aha. A je Levček? Ja, res je. Dobro, pa znanec bom rekla, ja, kolega. Te prvo bi rad povedal, da oba dva kvasta same neumnosti, to je prvo, kar je. Pa to ni nič novega. Drugo, kar je, bom rekel, tale tvoj sodelovc ima res čudne prijatelje, ker če ga ne bojo prijateljev ženske osvajale, bo pol še pa kar pri mamah. To se pravi, ne govorimo o moških, ampak govorimo o malinovcih. To je druga zadeva. Tretja zadeva pa je špila, da kar smej. Ženske se rade emancipirane takrat, ko vam odgovarja. To je res, ja. Ki je treba drva prinesti, a nož drva prinesel, ne? A nekaj te je pa ustvarjati, bi pa moški bil ta prvi. Se meni to ni problem, jaz se takoj lahko ustvarjam, sam če boš marala, za me ne boš marala. Ne? No, te zadeve, tako da to ni čistko, kar vi pravite. Ne? Oboje stransko je, jaz mislim. Ne? Je pa res, da pozivamo vse moške, ker se je ustanovila stranka neodvisnih moških, da se tudi včlanijo v to stranko za borbo proti ženski okupaciji. Tako da tudi to lahko naredite. Ne? Dobro, se pravi, ampak je pa splošno mnenje, da mora moški narediti prvi korak, a je tako? Ne, ni nujno. Zakaj pa Daj ne obračati besed v svojo korist. emancipirane, zakaj pa bi mogel moški ste emancipirane? Se pravi... Zato, ker nekaj so pa tradicionalne vrednote. Ja, takrat so pa tradicionalne enote, takrat pa tradicionalne pridejo pošteva, ne? Tako. Ja, pa je treba točno butele tudi tradicionalne, ne? Ja, pa upijete, da imate svoje plače, ne? Tudi to je res, ne? Ampak plačali pa moški, ne? Ja, hvala za mnenje. Še pokliči Levček, da slišimo moško verzijo. Kako naj to poteka. Malo je popestril, ne? Ampak a je res tako mogoče v teh medsebojnih odnosih, Milena, da nam ženskam emancipacija pride prav samo takrat, kadar nam paše? Čeprav vi ste rekli, da res spodbujate moške, ne? No, spodbujate moške, da se vseeno oni tukaj prevzamejo pobudo, ne? Saj pri kakšnih stvareh smo tudi ženske malo prevzele mogoče pobudo, ampak pri usvajanju pa res... Jaz sem prepričana, da se vsi bolje počutimo, če se mečkam spravimo nazaj v svojo energijo, žensko, mehko, razpršeno, kjer v bistvu spodbujamo in podpiramo. Moški je fokus, a ne tekmovalnost. In če smo ženske preveč, čez dan smo, ker smo v podjetništvu, ker smo mame, sfokusirane je fajn, če se pri partnerstvih nazaj potegnemo v svojo žensko energijo in smo neemancipirane, kar ne pomeni, da nismo enakopravne, ampak da mogoče mečkano vseeno razdelimo te vloge, ker se resnično oboji bolje počutimo. Jaz mislim, da bi prejšnji primer tistega mižikanja moški zelo super izkoristil in stopil in rekel, a sem se zmotil ali sem videl, da si mi pomižiknila. In potem bi bilo zelo hudomušen začetek nekega novega poznanstva. Subtilno lahko včasih izpeleš. Se ni treba na prvo žogo lajati kar tako. No, ampak lepo v bistvu navezano na to, a je to ta samozavest, ki jo mora imeti recimo partner, moški, pa tudi ženska po eni strani, da se eno partnerstvo začne. Ker če je en ali pa drug, ali pa Bog ne da je oba zelo nesamozavestna, pol verjetno do tega nikoli ne pride, ali pa je veliko težje, kot bi, če sta oba kar aha,
A si mi pomižikanla? Jaz? Ja, jaz mislim, da sta tukaj oba spola kar mečkano v težavah, ne? Medtem, ko se od moških pričakuje, da bodo mogoče še vedno tisti, ki bodo glavni, naredili prvi korak, ki bodo lovci in tako naprej, se jim pa to na nek način ne dopušča več, ne? Ker ženske pa vedno bolj emancipirane, vedno bolj mogoče prevzemajo tudi inicijativo na zasebnem področju in zdaj kako in kaj, ne? Hkrati pa ženske tudi, ne? Od njih pa mogoče so vedno bolj usmerjene v to aktivno vlogo po eni strani, po drugi strani pa še vedno neka transgeneracijska mogoče sporočila in vodila v nas, mogoče pa vsem je bilo fajn počakati, pa se ne spodobi, da čist prevzamem neko glavno vlogo. Tako da mislim, oba spola sta tukaj kar malo v enem takem, v eni stiski, da mogoče ne veste čist, ne, kako zdaj. No, se zato pa imamo mi naše telefonske klice, nič 1475 20 20 in nič 1475 20 21. Špela so že povedala, da lahko tudi glasujete. Ne, to so na začetku pozabila povabiti, ja, da meriva tudi seveda vaše mnenje, vaše razpoloženje pri glasovanju, torej kdo mora dati pobudo pri usvajanju. Vas danes sprašujeva na 041 300 007 z besedo Mars, če menite, da mora to storiti ženske, oziroma če zagovarjate Davidovo stališče, no, tako bo najlažje. Če se strinjate z Davidom, glasujete z besedo Mars, če se strinjate z mano, pa 041 300 007 Venera. Pa moramo skočiti, pa tudi če se ne strinjate Špelo, besedica Mars. Ne, le ko lobiraš in še golfaš. Ja. Je težko, ne, zdaj, ko loviš zmago, ko sva izenačena. Ne, nisva izenačena, čakaj, Rado Mulej je prejšnji teden zmagal, tako da nisva izenačena, Špela. Čakaj, Milena mi je dala dobro iztočnico, ko smo se pogovarjali o teh energijah, nekako včasih dobro, da tudi kaj spustimo. Ne, se mi zdi, da če ženske preveč osvajamo ali pa na prvo žogo damo vedeti, pa ne vem, povabimo ven, pa smo aktivne, pa tako, da potem velikokrat pa moški reče, tolojo, ta je pa kar agresivna, ne, pa ne, kar malo preveč pogumna, pa, ali pa, ne vem, Bog nadej rečejo obupana, ne, toliko je obupana, da me zdaj še na zmenkva. Da dobite napačno štampilko. Da s tem mogoče tudi, ne vem, dajemo včasih napačno sporočilo, da veliko moških ne jemlje to kot pogumno dejanje, ampak bolj kot kaj drugega, ne vem, Milena iz izkušenj. Jaz se res absolutno strinjam s tem, pa ne zdaj mogoče tako, da smo obupane, bolj dejansko puščamo napačno sporočilo. Jaz tlele v tej vajni bitki bi dala obema malo prav. Ženske naredimo prvi korak, da stopimo v nek tak širši intimni prostor moškega in se mu pokažemo. Namignemo, držimo pogled, se nasmejemo, nasmeh je res en tak lepo oblačilo. Potem pa še zmeraj zagovarjam to staro šolo, da je treba, moški mora narediti prvi korak za to, da se ne počuti, da je ona obupana. On se mora počutiti kot lovec, iz tega prihajama, kot osvajalec in dobi s tem vrednost, da je on prinesel v ognjišču plen. Ja, tukaj se spet vračamo potem nazaj, da moški potrebujete to potrditev. Ampak dejva videti, kaj pravijo tudi gledalci. Kdo mora dati pobudo pri osvajanju, kakšni so rezultati? Ženske. Oziroma ne, strinjate se z mano, da morajo moški dati pobudo. Ja, zdaj ravno kontra, mogoče malo... Mogoče pa ti tako obračaš to, da so dejansko... Jaz sam zagovarjam, da morate moški dati pobudo. Ne, načeloma se tudi jaz strinjam, da bi moški mogli dati prvi korak, ampak prvi namig, prvi pomižik pa mora... Zdaj si že malo oblažil svoje mnenje. Dajmo malo zadihati, da se David malo zbere, kaj točno bo zdaj zagovarjal, pa smo takoj nazaj. Ja, še vedno nadaljujeva debato, kdo mora dati pobudo pri usvajanju, moški ali ženske. Jaz sem tukaj bolj tradicionalistka, David pravi, da gre bolj v korak s časom, da bi morali tukaj ženske prevzeti pobudo. V tem stoletju, če ne rečem tisočletju. Ja, ampak jaz tukaj bi pa to prepustila domeno moškim. No, ampak zakaj so odprla to debato? Jutri praznujemo Valentinovo, praznik zaljubljencev. Marsikdo sicer pravi, ja, pa to je Vožan praznik, pa Gregorjevo 12. marca je naš praznik, pa tako naprej. To je res. Ampak je pa tako, da za Valentinovo se vseeno radi kaj malo obdarimo. Je pa že lepo, če daš svoji ljubljeni osebi kakšno darilce. In jaz sem naredil kratko anketo in se mi zdi, dobil sem zanimive, sicer na majhnem vzorcu odgovore, in sicer, da punce pričakujejo in ponavadi tudi, da dobijo darilo od fanta.
fant pa niti ne vedno od punce. Kako da ne? Se vas zasujemo s poljubčki, recimo. Ja, Ni to darilo. zdaj pa mi povej, če tvoj Hecam se. partner pride jutri domov, pa ti pričakuješ darilo, pa rečeš, zate imam pa samo poljubček. Ja, no. Kakšen To bo malo tvoj... šaljivo, no. Ampak ne, meni se zdi prav, da se oba obdarujeta, ne? Tako da tukaj se zagovarjam, popolnoma strinjam, da sta oba enakovredno, kako bom rekla, pozorna, ne? Pri teh, ali pri obdarovanju, ali pri kakšni malenkosti, ne? Ampak pri osvajanju pa pač se mi zdi, da je domena moška, ne vem. Dajmo ostati še pri obdarovanju. A Ja. je to point enega partnerstva, da vsake toliko fant prinese punci Pa vrtnico? se presenetimo, ne? Ja, pa tudi če je čist nekaj brezveznega ali pa če je to praznik, ki so ga pripeljali Američani, pa nam nič ne pomeni. Mogoče komu pa. Ja, mogoče komu pa ne. Različne stvari nam pomenijo. Enemu bolj pomeni, da sliši, rad te imam, drugemu bolj pomeni, si vzami čas za njega, recimo. Enemu tudi pomenijo darila lahko, ne, ali pa drug na ta način bolj izkazuje ljubezen, ne. Kakor pravijo, ok, pa je to skomercializiran praznik, ne, pa Valentinovo bi moglo biti vsak dan, bi se mogli izkazovati pozornosti. Vse to ja, ne, ampak mogoče čist vsakodnevno preobremenjenost pa prinese do tega, da pa mogoče to vsaj en dan, ko pa si vzameta malo več časa, mogoče drug za drugega, ali pa se spomnite s kakšnim darilom, pa čist pozitivno, no, za odnos. Milena, majhne pozornosti verjetno pomagajo tudi pri prvem koraku, ne? Ja, absolutno so zelo dobrodošle. Jaz pa tukaj dostikrat upozorim, da je vedno fajn, da se pazi, da ženska da prinese absolutno pozornost, ampak ne večjo kot moški. Saj to je težko, ampak pri tem je zelo dobro to ohranjanje lovca in nabiralke, da moški, ne vem, mogoče prinese za majčkeno bolj vredno darilo, pa ne govorimo o nekih dragih vsotah. Ali pa da recimo vsak nekaj prinese ta neko malenkost, pa potem moški povabi v kino, mogoče na večerjo, ne? Zdaj, Milena, zdaj sem jaz ugotovil, kaj je rešitev naše uganke. Da v bistvu ženske naredite prvi korak, ampak nam date misliti, kot da smo ga mi. Bravo. Da še vedno se... Dragi gledalci in Jaz sem gledalke, ti bi rad, da naredimo, ne, ti bi rad, da mi nič naredimo ena, delo na mesto 300, vas, ampak vi pa poberete zmago. Tako je. Ja. Zato, da se pol bolj počutimo, ne, da ohranjamo tega lovca v sebi in pravici je zadoščeno, nikogar ne boli. Samo malo vam olajšamo, a ne? Ego ne trpi. Kdo je na drugi strani linije? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Sem seveda na strani gospe, ki je povedala, da je moški tisti, ki osvaja. Moški je lovec in naj tudi tako ostane. Če samo pogledamo živalske vrste, zadnji sem gledala en film, kako je ptiček osvajal samičko. Kaj vse je naredil samo, da bi jo osvojil. Mislim, da bi si ljudje morali tukaj vzeti zgled. A tudi je pripravljen prenesti poraz. Ptička se potem odloči za nekoga, ki je bil najbolj uspešen. Ja? In Ki se je najbolj potrudil, ne? Ja, in ki je bil dovolj močan. In kaj se pa tiče ženske emancipacije, se strinjam, ampak ne na tem področju osvajanja. Tukaj emancipacija nima kaj iskati. Emancipacija je to, da ženska podpira 3 vogale pri hiši. In če gledam svojo izkušnjo, je bilo tako, da je bil mož lovec in se je moral kar pošteno potruditi, da me je ulovil. 3 dni pod oknice pet. Ne to. Ženska takoj ugotovi, kaj je pravi moški, ampak rabi 1, 2, 3 dni, včasih mesec ali 2. In če je moški vztrajen, potem ve, da je to tista prava ljubezen in takoj tudi lahko ločiš, kaj je pravi dec, kaj je pa mamin sinček. In mamin sinček pri meni ni imel nikoli kaj iskati. In sem danes poročena že več kot 40 let in vam povem, da je to pot k uspehu, da moški lovi, ženska pa potem to vse čez življenje lepo porazporedi in si najde svoj prostor
in je zadeva urejena. Ja, odlično. Ja, hvala za vaše mnenje, ste kar popestrili to debato. Hvala. Torej, kdo mora dati pobudo pri usvajanju, vas danes sprašujemo. Beseda Venera na 041 300 007, če se strinjate z mano, da pač to je še vedno moška domena, oziroma beseda Mars, če se strinjate z Davidom, ki pravi, da moramo ženske še tudi tukaj moškim pomagati. No, ampak vidiš, gospa je lepo rekla, Ja. 40 let poročena, čestitke, ampak 40 let to je bilo nekaj časa nazaj. Zdaj, v teh časih, ko je vse tako hitro, da si punca in fant vzameta čas za to lovljenje, ne, v narekovajih, 3-4 dni, mogoče celo kakšen mesec, ne. Ampak a ni to najlepše, to obdobje usvajanja? Pa to, Ne, to je a najlepše. veš, potem tega nikoli potem več, če si s tem partnerjem v zvezi, ne, do konca, nikoli več nimaš tega usvajanja. Zakaj zdaj ta korak preskočiti? Pa še da se moški tega ne lotite, pa se ne boste nikoli preizkusili, kako to je sploh usvajati, pa čutiti tisto občutje zmagoslavja, ko ste se potrudili, pa jo potem usvojili. Midva so tudi malo ven. Zdaj, novodobna mladina, veš, je usvajanje, a mi poslal srček, Ja. a to pomeni, da mu je všeč, Ali je kaj všečkala sem mojo objavo napisala, ali ni, ne? ali No. je v bistvu to znak, ali pa všečkal mi je zadnjih 5 objav na Instagramu. A to pomeni, da sem mu A sem mu všeč, ne? všeč, Ja. ali sam išče neko pozornost? Zdaj smo odprla dobro debato. Ja, Milena, sem vas hotela ravno to vprašati. Ne? Vi imate veliko izkušenj tukaj pri partnerstvih. Nekako pravite, da jim pomagate, da enostavno danes mogoče mlajša generacija, da je kar malo zaspala tudi pri tem osvajanju. Ne? Ja, zaspala oziroma nima teh socialnih veščin. A ne, dejansko umikanje za te ekrane, za aplikacije. Internet nas je uničil. Ja, Ja. so tudi prednosti interneta, Ja. definitivno. Se pa manj družijo, mogoče tudi mi v živo, a ne, in si v bistvu to socialno plat malo polnimo za temi ekrani, ampak zvečer, ko ga ugasnemo, smo sami. In potem, ko jaz recimo kdaj dva povežem, mlajša, prihaja do vprašanj, kako, kaj naj tam počnem, kako naj se zmenim, kako naj pokažem. In tukaj ženske učim, da mečkam počakajo, vedno ženske mečkam manj vlagajo v odnos, tudi pri tekstanjih, tudi pri srčkih. Moški res more biti tisti vodilni in če ni in če ne pokaže interesa, pač potem ga nima. Razumem pa, da po drugi strani se moški ravno zaradi teh skrivanji za ekrani soočajo z večjim strahom pred zavrnitvijo. Prej ste omenil ego. Ti ekrani so pa to mečko umilili. Včasih je bilo treba iti, pristopiti in se izpostaviti. A si mi pomižikala, ali sem spregledal. Danes se pa to da na neke druge načine umakniti, ampak pol na koncu se je treba vedno srečati. In tam je pa treba imeti neke osnovne veščine, klepetanja, koketiranja, smejanja. Ne? In tega jih jaz učim. Omenili ste ego, zavrnitev. Alja, kaj bi rekli recimo tako v moško-ženskih odnosih, tudi vi, ko svetujete parom, recimo, kdo ima večje težave s tem? Je res to, da ego prej trpi pri moškem, pa se tudi zato ne upa. Samo vprašam, da si mogoče zato ne upa narediti prvega koraka pri usvajanju, ker ga preveč skrbi, kaj bo, če bo zavrnjen, ker ga bo preveč bolelo. Mi se pol ene 3 mesece pobiramo od zavrnitve. To ni tako, kot pri vas, ko kupite novo oblekco, pa greste ven. Ja, seveda. Koliko si zdaj posplošil, ne vem, Alja, kaj menite? Ja, sigurno, ne. Vse nas je strah zavrnitve. Zdaj mogoče v dobi res, ko vemo, ne, veliko zvez se začne preko spletnih portalov, preko družabnih omrežij. Lažje je narediti prvi korak, težje je pa narediti potem vse ostale. Tukaj se zaplete. Glede zavrnitve, vsi se bojimo, mogoče za ekranom je lažje preživeti neko zavrnitev, kot pa v živo, iz oči v oči. Mogoče tukaj, ja, še vedno majčkeno težje moški sprejmejo, nekje, da bodo kdaj tudi zavrnjeni. Če poskusim tokrat, kdaj tudi ne rad. Znate, ne, handla s tem. Dajmo pogledati, kaj pravi glas ljudstva. Da vidimo, ja, rezultate. 45, ja, 55. še vedno se velika večina, več odstotkov, strinja z mano, da morajo moški dati
pobudo pri usvajanju. A lahko, prosim, vsaj nekaj pustimo, da je res v njihovi domeni. No, in usvajanje, jaz mislim, da je zagotovo ena od teh vaj. Jaz mislim, da se gledalci strinjajo s tem, da morate ženske prepustiti moškim, da se nam zdi, kot da naredimo prvi korak. Ampak mora biti pa jasen signal. Jasen signal. Bodite moderni, bodite napredni, ampak usvajanje je pa še vedno moška domena. Saj to jaz zagovarjam. Veš, da mi kričijo v slušalko, da mora biti na oglas. Aha, dajva, hitro. No, mi smo se nadihali, upam, da ste se tudi vi. Poglejmo pa, kakšni so rezultati oziroma kako je z glasovanjem, kako kažejo številke. Ja, nič 4, 1, 300, nič 7, še vedno glasujete z besedo Venera, če se strinjate z mano, da morajo moški narediti prvi korak pri usvajanju. In pa Mars, če se strinjate z mano. In pa skupino Viktori. Dajva malo časa, da gledalci glasujejo, pa potem na koncu pogledava te rezultate. Zdaj imate še nekaj časa. A zdaj ti še čakaš, da ti jih popravijo? Ne, zaradi tega, ker verjamem, da večina, da se strinjamo, da tukaj pa res ostaja moška domena. Ampak jaz sem recimo želela vprašati tudi Mileno. Jaz pač res zagovarjam, da mora moški dati prvo pobudo pri usvajanju in prvi korak. Potem pa seveda pride že tukaj na plano prvi zmenek. Tukaj sicer tudi ženske rade sugeriramo, ampak a bi rekli tako iz izkušenj, da moškim kdaj zmanjka idej? Kaj potem, ok, zdaj sem jo osvojil, zdaj vidim, da je voljna, da bi šla z mano na zmenek, ampak kaj bom pa zdaj delal z njo? To je največji stres v življenju moškega, prvi zmenek. Želim vam jih čim manj, dragi gledalci. Čim manj prvi. Ampak zakaj? Zakaj to moški jemljete kot nekaj stresnega? Se sploh ni treba, da je nekaj zelo posebnega. Vi mislite, da mora biti pa potem, ne vem, kaj? Ja, moraš se pokazati v dobri luči. Ja, prvi vtis je pač enkrat. Spet smo pri strahu pred zavrnitvijo, strahu, da ne bo nekaj dobro speljano in da ne bojo pustili nekega dobrega vtisa, ki si ga želijo. Jaz pravim, da prvi zmenek je tako pomemben za to, da pride do drugega zmenka, ki pa je za mene ključen. Na prvem se mečkam samo še tipamo. In ja, svetujem, da kljub temu, da mogoče kdaj ne bo prineslo uspeha, so moški res drugačni. Da grejo ven iz teh večerij, kavic in da naredijo nekaj, kar je skladno z njim in z njim. Skok s pedalom. Recimo, da bi mogoče šli najprej vsaj na nek sprehod. Recimo, en moj član je povabil v nek ljubljanski lokal eno luštno, simpatično damo in ji je prinesel v vrečki pečene paprike. In ona ni vedela. Od mame. Ne svoje. Mama je naredila zate pečene paprike. Kaj vse je on sporočil? Cel dan sem pekel in vlagal paprike, kuha. Ni prinesel neke rože, ampak je prinesel neke paprike in plastične vrečki, je pokazal, da je moški, da glih ne znal ta prver zapakirati in je z tistih paprik pol mal tekel. Unedva sta se smejala, prebil je let. Bil je strašno simpatičen, humoren, zanimiv, zabaven in cel večer je tekla neka debata okoli teh paprik, pa drugačnosti, pa potem je ogromno zvedla o njem. In tudi potem je ona rekla, jaz bom pa, ne vem, na lažji način podala neke podatke. Jaz sem pa sinu skuhala špagete, ta starejšmu, ker je danes imel nogometno tekmo, pa je že 12, pa več poje, pa je spet podala podatke, da ima 2 sinova, da trenirata. Ni klasično spraševanje, ja, da nisi na intervjuju in neki taki zmenki so res super, je pa zato treba pogum in ja, lahko tudi niso uspešni. In pa kaj? Ravno tukaj smo pri tem strahu. Danes bo na tržnici zmanjka paprik. Ravno tukaj smo pri strahu pred zavrnitvijo. Iz tega strahu pač res izvira vse. In jaz pravim, pa se nimate kaj izgubiti, imate pa veliko za pridobiti, ker naslednji zmenk bo fantastičen. Bo tudi ideje in vse, kar moške pri takih zmenkih prosim ali pa jih obveščam je, da naj povejo, kako naj se ženske oblečejo, da če bojo povabili, pa da imajo neko željo po nekih presenečenjih, ki bojo v naravi, da ne bomo prišle v petkah ali pa v plaščih, da to mečke naj namignejo, vsaj kako naj se ženska obleče. Drugače pa dejte biti pogumni. Tudi zavrnitve je treba malo povaditi. Ta 3., 4. že malo manj boli. A ni tudi to del, bom rekla, tudi dozorevanja, tudi mogoče kasnejšega, boljšega partnerstva, da smo tudi kdaj zavrnjeni?
Ja, seveda. In dva strahova sta v partnerskih odnosih, ki sploh ne zelo uverata, da bi karkoli naredili, tudi prve korake. Eden je strah pred zavrnitvijo, drugi pa tudi strah pred bližino. Zdaj, tako kot ste rekla, kaj pa če uspe? In pri nekaterih, ko se pogovarjamo o tem, da lahko pa tudi uspe, da lahko ne bo zavrnjen, pa ugotovimo, pol pa je še hujš, kaj, to pa bolj vodi v poroko, to pa bolj vodi v nadaljne korake. In nekdo ima lahko močen strah pred tem, da bo uspelo. Bo moral nekaj tigrca igrati, pa šport gledati cele dneve. Kaj se mi lahko hujšega v življenju zgodi? Ampak treba slišati še mnenje kakšnega gledalca. Kaj menite, kdo mora dati pobudo pri usvajanju? Zagovarjate te tradicionalne, da je to še vedno moška domena, ali menite, da bi tudi tukaj morale ženske prevzeti pobudo? Kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro. Živjo. Zdaj tukaj? Jaz bi pa tako rekel, da je v bistvu prav vseeno, kdo to počne, če je prava kemija. Če pa ni kemije, je pa čisto vseeno, kdo počne. To je eno. Drugo bi pa rekel to, v nasprotju z vašo oddajo, ko hočete polarizirati, vsaki oddaji na to temo, ali moška ali ženska, te stvari se prepletajo. Če ženska ne da feedback signala, je vseeno, če moški meče puščice v nedogled. Tako da danes je problem, ko so ženske prevečkrat nedostopne, vzvišene in potem moški ne more uspeti, pa ne se meče netrepalnice. Tako da stvar ni enolična. Se vam zdi, da smo preveč odmaknjene, hladne ali da izražamo prevečkrat misli, veste kaj je problem? Jaz imam izkušnjo, ko ženska misli, da je kraljica in da se mora ves svet okrog nje vrteti. In da mora biti to nedogled osvajena in 2 dni spodbujena k temu, da bo mehka ratala in še ne vem kaj. In to je brez veze. Tudi moški rabimo pozornost. Tudi moški si želi biti osvajan, spodbujen k nekemu prijetnemu dejanju. Vse tudi moškemu paše, veste, ni to enolična zadeva. Hvala za vaš klic. Nekaj bi še dodal. Halo? Ja, poslušamo. Ja, še to bi rekel. Eno zadevo, ki pa dela škodo današnjemu osvajanju, 2 stvari bom povedal. Eno so družbena omrežja, pa kakorkoli jim rečemo družbena in družabna, delajo na tem področju veliko škodo. Delajo strahopetce, ki se skrivajo za nekimi šečki, klupcami in ne vem kaj, namesto da bi bili pogumni in moški in ženske in stopili do sočloveka. Drugo, kar pa dela še večjo škodo naslednjim generacijam, so pa feministične in ne vem kakšne LGTB in ne vem kjera lezbična združenja, ki matere delajo pomehkužene dece. To je velika škoda za generacije naprej, ki jo bo težko popraviti. Zavijajo jih v vatko, delajo ene mehke fantke z frizurami, da ne veš več, ali so fantke ali so punčke. Tako da je to, ki bo treba v družbi nekaj popraviti. Dec je dec, mora udariti po mizi, mora imeti tudi trdo roko in mora tudi ženski pokazati, da je dec. Dobro. Tudi v družini. V redu. Je odlično. Hvala lepa za mnenje. Lep pozdrav. A greva samo pokomentirati eno iz teh 7 točk, ki jih je... Jaz sem si tam to zapomnila, da moški mora ostati moški in da mora imeti pobudo pri usvajanju. Dobro, jaz sem si pa zapomnil to, kar se mi pa ne zdi neumno, in sicer, da velikokrat se punce igrate eno igro nedostopnosti. Preveč ne. In morda na ta račun tudi kakšnega izgubite, ki ni tako vztrajen ali pa tako samozavesten. Ker to pa tudi ni namen, da preveč... Kot je rekel, sicer poslušalci, da igramo kraljice in potem mislimo, da se mora pa zdaj... Igrate se kot mačka z mišjo, bi človek rekel. Ja, to pa tudi ni dobro. Se pravi, oni sicer dajo pobudo, ampak mi moramo pa potem pri tem osvajanju tudi sodelovati in vračati. To je namen. Ja, sam ravno v tem jaz vidim protiefekt tega. Pač absolutno se strinjam. Treba je biti, oba morata biti pozorna. Ampak protiefekt tega, da ženska dela prvi korak, je pa potem nesigurna v pozornost, ljubezen in pripadnost tega moškega in potem na drugi strani so pa potem moški se ne upate, ženske so pa nedostopne, ker si tako zelo želijo to potrditev, da bo pa res naredil korak in absolutno pretiravamo, a ne lahko tudi. Ampak to so ravno te skrajne točke tega ženskih prvih korakov. Ja, dajva na hitro pogledati, kakšni so rezultati. Torej, s kom se bolj strinjate, kdo mora narediti prvi korak pri usvajanju? Ja, na tesno, ampak prosim, dajte poslati še kakšen glas. To pa ne ostane moška domena. Ena hitra pauza in smo nazaj. To pa res ne gre. Ne moram verjeti, a ne? Veš kaj, jaz mislim, da...
Ja, počasi prihajamo do konca naše debate, tako da še enkrat vas vabim za zadnje minute glasovanja, da pošljete SMS na 041 300 007 z besedo Venera, če se strinjate z mojim stališčem, da torej so še vedno moški osvajalci, oziroma z besedo Mars, če se strinjate z Davidom. Zdaj pa res na koncu zaključna beseda, marsikaj smo povedali, ampak saj mogoče ni pravila, ne, kdo je zdaj tisti, ki mora osvajati, ampak Alja, mogoče je pa prav, da se držimo nekako splošno tistega, v čemer se vsak najbolje počuti. Zdaj, če je ženska bolj dominantna in če bo težko čakala, da bo moški zmencal tisto povabilo na zmenek, bo verjetno sama dala povabilo, ne? Ja. Ali kako je zdaj s tem? Tudi malo prilagajamo osebnosti. Ja, tako se strinjam. Ne glede na spol, ne delimo se sam glede na spol, ampak na marsikaj drugega. Te družbene vloge so privzgojene tudi, ne? Če ima doma punčka nek vzor, da je mama dominantna vodi, verjetno bo tudi ona mogoče nek tak način prevzela. In tako se mi zdi pomembno tudi poudariti to ne se igrati igrc, kot je tudi gospod omenil, neka nedostopnost. In to, če smo vsi iskreni, pa delujemo tako v skladu s tem, kar smo, mislim, da je še neka najboljši izid. Lahko se obetamo od tega, karte na mizo. Ja. Milena, vi imate veliko izkušenj tukaj, kaj bi položili na srce bodočim parom, recimo, kdo naj zdaj tukaj prevzema pobudo? Ženske so v pogumju ali ne prepustijo to moške energiji? Jaz se absolutno strinjam z Aljo, da to ni treba določati. Jaz pač zagovarjam, da se moški bolje počutijo, če so lovci, in ženske pač bolje, če so nabiralke. Dostikrat pa rečem, da tukaj gre potem za neko vzajemnost, katero želimo zgraditi. Tam primerjavo, da moški je kot svetilnik, ki stoji na eni skali in je pač skrben in daje dom, in ženska je pa luč v tem svetilniku. In je razpršena in drug brez drugega sta nič. Tako da moški brez lučke nikomur, tisti svetilnik brez lučke nikomur nič ne koristi, in ženska brez svojega svetilnika pač tudi ne. Tako da dajmo pogledati cilj, da cilj na koncu je, da se dva srečno ujameta, zaljubita in živita v nekem izpolnjenem partnerstvu, in na začetku mogoče ne polagamo toliko pomembnosti tem igrcam ali pa kdo naj bi kaj, pa mogoče prepustimo se bolj spontanosti. Ja, ampak da je pa to na začetku zveze, to, kot je tudi Špela že na začetku omenila, en tak poseben občutek. To so tisti verjetno metuljčki v želodcu, tista pričakovanja, boš dobil odgovor na klic oziroma SMS, ja ali ne. Ja, to osvajanje je lahko. Ja, tudi bolj, ko nam je nekdo všeč, večji je riziko, večji bo strah, sram, trema pred tem. In težje mogoče se bo nekdo ali moški ali ženska odločil, okej. Naredim prvi korak, gremo to. Je pa dejstvo, da s temi začetnimi koraki, jaz jih tudi svetujem, da so počasnejši in da dlje časa trajajo. Jaz temu rečem, nalagamo v neko banko odnosov. Vse potem, ko mi se spoznavamo, ta čutenja so večja in globja, če dlje časa trajajo, potem tudi kasneje, ko smo v nekih partnerstvih, črpamo iz te, jaz rečem, banke odnosov, kjer dostikrat potem kaj lažje razumemo ali pa prizanesemo oboji. Ja, na koncu pogledamo še vaša mnenja oziroma rezultate. Kdo mora dati pobudo pri osvajanju? Dobro, še vedno zmagala moja miselnost, da vseeno to ostane vam moškim. Se zdaj lahko na koncu, ko so rezultati jasni, priznam, da se tudi jaz strinjam s tabo, Špela. A ja, se ti zdi prav, da imate vi to domeno, ne, moški? Prvi korak bi moral biti moški, čeprav prvi pomežik bi moral biti pa ženski, tako. Se pravi, moški usvaja, ampak ženska pa pokaže. Ja. Pa smo tam. Dobro. Ekipna igra. Ekipna igra. Hvala. Naj vam bo lepo, imejte se radi. Hvala obema.